Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom, gospod predsednik. Dober večer. Ministrica je že dejala, da so z nami nocoj smučarske skakavke, med njimi tudi obe medalistki, gospa Bogataj in gospa Križnar, ali so tukaj z nami, jih lahko prosim, da vstanejo in da jim damo en prisrčen aplavz. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik odbora, ministrica, predsednik Olimpijskega komiteja, gospe in gospodje. V februarju Slovenci častimo Prešerna in Blodka. Tudi sicer smo kot narod in kot država nekaj posebnega. Imamo dva praznika. Dan kulture slavimo za državni praznik in kot zelo redka država na svetu, tudi dan športa. Imamo dan kulture, dan športa, oba dneva sta državna praznika. To nekaj pove o nas. Ni dvoma, o tem vlada konsens, dolga desetletja, stoletja, če sem malce romantičen, da nas je utemeljila beseda, kultura, umetnost, z njo smo se istovetili, z njo smo se izražali navznoter, se povezovali in izkazovali navzven. In se mi ne zdi naključje, da je potem, ko je Slovenija postala samostojna država, pripisala neko pomembno, elementarno vlogo tudi športu. Slovenija je lani praznovala 30. obletnico svoje ustanovitve in letos, prav v teh dneh, v januarju in februarju, praznuje 30. obletnico mednarodnega priznanja. Ali se lahko ob tej priložnosti kot predsednik Republike Slovenije v imenu države in kolikor mi položaj predsednika Republike omogoča tudi v imenu vseh naših ljudi, zahvalim slovenskemu športu, športnikom, trenerjem, mentorjem, sponzorjem, vsem, ki so v teh 30 letih prispevali nenadomestljiv delež k razvoju slovenskega športa, njegovim uspehom in njegovim zaslugam za našo mednarodno slavo. Mislim, da je to zares neprecenljivega pomena in da je letos, ko praznujemo 30. obletnico mednarodnega priznanja samostojne države, to potrebno reči in to z veliko hvaležnostjo. Mislim, da ima šport zlasti v teh časih, ko je ne samo pri nas in v Evropi, povsod po svetu veliko razhajanj, razdvajanj, vse preveč razkolov, tudi neko vlogo, ki povezuje ljudi. Šport gre čez običajne razlike, ki se običajno in morda zdaj še toliko bolj pokažejo med ljudmi. Šport pa nekako, in to vidimo zlasti v Sloveniji, vse naše ljudi poveže. Pod eno zastavo, pod enim sloganom, pod enim navdušenjem. To, moram reči, je v vseh smislih nenadomestljivega pomena zlasti zdaj. In ko se tudi ob tem dnevu, ob podelitvi Blodkovih nagrad, pri čemer izrekam vse moje spoštovanje nagrajencem, sprašujemo, zakaj je tako, si lahko mislimo, da se pravzaprav lahko vsak od nas v športu na nek način poistoveti z problemi in z rešitvami, ki jih nekako športniki najdejo za to, da dosežejo športni olimp. Mi vsi razumemo, da ni mogoče vedno zmagovati. Dejstvo, da športnice in športniki zmorejo preživeti poraze in se znova uspeti na olimp, je nekaj, kar jih dela šampione, junake. In vsi, to je v človeški naravi, se mi zdi, se radi poistovetimo s tistimi, ki jim uspeva. Zlasti zato, ker vidimo, da slovenskim športnikom v hudi mednarodni konkurenci uspeva na globalni ravni. Kot predsednik Republike moram seveda roko na srce reči, da Slovencem uspeva v mednarodni skupnosti tudi na mnogih drugih področjih, v znanosti, v kulturi in umetnosti in drugje. Vendar se zdi, da se Slovenci nismo edini, najbolj in najprej poistovetimo seveda športnimi uspehi. Kakorkoli že, slovenski šport
je v 30 letih od ustanovitve Olimpijskega komiteja naprej in njegovih prizadevanj ter prizadevanj vseh, ki delujete na področju športa, ogromno, nenadomestljivo prispeval k naši mednarodni prepoznavnosti in povezanosti naših ljudi. Zato gredo športu danes izrazi naše hvaležnosti, nagrajenkam in nagrajencem pa naše čestitke, željami, da bi svojimi uspehi in dosežki navdihovali tako športne kot druge navdušence. Čestitke, hvala za vašo pozornost.